Dan brez avtomobila. Brez jeklenega konjička si štiričlanska družina težko predstavlja nedeljsko popoldne. Imamo hribe, tako da ne bi se dal sposod z javnim prevozom. Ne zdaj imamo otrokoma, pa ne v nekem doglednem času. Če so se odpravili proti Kranjski Gori, so se iz Ljubljane vozili dobro uro. Vsaj enkrat dlje bi trajala njihova pot, če bi izbrali avtobus. Razlogi za dolgotrajno potovanje so na dlani. Je majhna avtocesta od Črnivca do Kranja. A se vmes še ustavljate? Na vseh avtobusih postaja. Avtobus je preveč počasen, tako da rabiš avto večinoma skozi. Vlake so pa zelo dragi postali. Avtobusi, kolesa in druga prevozna sredstva bodo kraljevala v središču prestolnice. Delavci hitijo s preurejanjem odseka Slovenske ceste. Med Gosposvetsko in Šubičevo bodo lahko vozili le taksi in mestni avtobusi, osebna vozila pa ne več. Jaz pričakujem, da bo jutri kar kaos. Ljubljanski župan si želi, da bi večina od 120 tisoč avtomobilov, toliko se jih dnevno pripelje v mesto, ostalo parkiranih v Stožicah, Fužinah in na Dolgem mostu. 1,2 evra, 23 ur, 59 minut lahko avto stoji v garaži in imate 90 minut avtobusne linije ali proti centru in potem nazaj izven centra do Park and Ride. To je pametna odločitev tudi za tiste, ki ne želijo ostati v gneči na Celovški in Dunajski cesti, saj so proti središču podaljšali rumene pasove za avtobuse. Nimam jaz avtomobila, tako da se ne sekiram. Mi večinoma hodimo peš pa s kolesom. O potovalnih navadah ali razvadah bo treba temeljito razmisliti, saj se v 9 od 10 avtomobilov pelje le voznik.